boš skrbel za jajce, dokler se ne izvali mladiček. Ja, obljubljam, no. Obljubi, da boš mladička naučil leteti. Ja, no, obljubljam. Te povej, tanker spusti nafto v morje. Galebka? Srečna srečka je predstava o galebki, ki sedi na moji glavi. In sicer je zgodba govori o tem, kako mački najdejo jajce oziroma spravijo galebko iz jajčka ven, jo naučijo leteti. In sicer glavni stavek, bom rekel, te predstave je, lahko je sprejeti enega, ki je isti kot mi, ne? Ampak enega, ki je drugačen, je pa zelo zahtevno. Jaz mislim, da je to nekako glavna poanta te predstave, glavni stavek. Seveda pa sama predstava poziva tudi k neki strpnosti, ravno zaradi tega, in ekološki osveščenosti. Tanker, nafta, galebka, umrla je, obljubil se mi in potem je zvalila jajce. Ampak jaz ne znam skrbeti za jajce. Nikoli v lifeu nisem skrbel za nobeno jajce. Grozno jajce! Kako? Ne jajce, težava je grozna. Grozna. Jo že imam, morda bi kazalo pogledati v enciklopedijo. V kaj? V enciklopedijo, v knjigo znanosti. S Matjažem Pograjcem sem jaz osebno delal zdaj že drugič. Vedno je zelo prijetna izkušnja delo z njim in ekipa je vedno naravnana zelo pozitivno. Tako pač naredi, tak človek je. Sama predstava je namenjena mogoče bolj najstnikom oziroma kar osnovnošolcem, ker je tudi jezik dosti v slengu, jezik je nekako bližji našim najstnikom, full, cool, suffer, pa take stvari so noter, bolj kot predšolskim otrokom, čeprav že tudi oni uporabljajo te izraze vse splošne. Torej ne gre samo za neko ljubljanščino, kot je en kritik napisal, ampak gre za eno splošno govorico, ki jo imajo mladostniki. In glede na to, da so pristaniški mački, se seveda temu primerno tudi obnašajo, mjavkajo, pljuvajo in seveda preklinjajo. In kaj naj zdaj s tem jajcem? Galebček? Mami! Lanča! Seveda ti nič rekel, prehranim mejšnega galebega mladiča. Mami!
slediti moraš svoji usodi galetke. Moraš poleteti. Ampak, jaz furt slikam za tem. Ej, štala! Za nobeno ramo nisem! Isti bed! Totálna ludarka! Za same lutke, mački so, no, tole galepko, ki vidite, je lutka na palici, za tiste, ki mogoče ne veste, to je lutka na palici, drugače so pa za ostale lutke lahko rečem, da so mimične lutke, ker imajo obrazno mimiko, oziroma kombinirane so nekako namizne lutke, skratka v stilu Mapečova, ne. Mi rečemo kar Mapet lutke, lutkari, takim lutkam, ki odpirajo usta, kjer imamo roko noter. Je pa tudi ena marioneta, torej odrasla galepka je pa marioneta. Likovno zasnovo je naredila Barbara Stupica, ki je stalna gostja našega gledališča, ki je naredila veliko izvrstnih predstav, kot je Matiček se ženi, Veveriček posebne sorte, Kosoviri, spet Kosoviri, Malomorsko deklico, no zdaj nazadnje pa Srečko. Naprej smo bili zelo zgroženi vsi, ker je prevlekla goro smeti na oder, no potem je pa počasi to vse nekaj prepleskala in prebarvala in je potem ratala zelo zanimiva scena, ki res spominja na neko smetišče, pristanišče. Za glasbo je poskrbela skupina Silence, z njimi smo tudi že delali, z njimi je tudi super delati, ker so tudi sami songi niso na prvo žogo, torej niso tisti pofel, so po svoje kar zahtevni, še vedno so pa tako narejeni, da gredo v uho. Tako da tudi kar nekaj pojemo v tej predstavi. No poleti, no. Nikoli te ne bom pozabila. In drugih mačkov tudi ne. Itak, za cel maj ste z mamo. Poleti srečko! Poleti srečko! Letiš, če si drzneš leti. Letiš, če prijatelje imaš. Letiš, poti kroži mi. Letiš, če krepko na srci. Letiš, če srček se ti sveti. Letiš, če imaš mehko srce. Letiš, če krepko za srcino se drži. Letiš, če nadgledaš v globine. Letiš, če nadgledaš v nebo.